Zdaj sem prdno, tako, če boste kaj zavohala, sem jaz prdno. Ljubečna genga, kdaj pa ste tu? Še 2 tedna, ne, en teden. Smo bili pa Imate pa denar? Lepo, lepo. Samo da uživaš. Čau. Čau, čau. Sozne oči, to, kaj tokega, res. Kaj se pa tu vse zgodi? Mora ostati tu. To je Biograd, zato ga imam rad. Živote moj, dva put sam umra za njoj. Prvi put kad sam je vidio ja, drugi put kad je otišla. Živote moj, dva put sam umra za njoj. Vidim cene, pol ure 10 €, 6 minut 15 €. Pa recimo da se splača. Može jedan ovaj pedalin? Samo sekund. Da. Samo sekund. Pizda ne vem koliko su bile cene lani. A ja, ta je pa glezbo, tamo pa stekleno dno, tako da lahko vidiš v lepote Jadranskega morja. Opa, glezbo! To je pa ta hrvaški marketing. Tega smo mi imeli, kao glezbo. Tako boš videl, ja, prav koralni greben. Poglej, kako je lepo dno. V bistvu vidiš eno navadno kurčino. To tako zgleda umazano. Ja, domači se mi. Koliko enih ljudi se po moje nategne premisli, ja, bomo videli dno. Boš videl. To boš videl. Madonna je lepo. Luksus. Vidi se en kurac. Zdaj pa pir. Jure pije. Da smo požrli enega pira. Zdaj pa en tak podatek, ki ni se ravno zahvaliti, pa niti ni ravno, bom rekel, zdrav. V 3 dneh, po nekih izračunih, smo spili cca 70 litrov piva. Veš kaj je to 70 litrov pira? To je enoni sod, okromen, železen iz Fešt. Jebi ga iz Celja, sem Štajerc, moram to upravičiti, še Primorc, se pravi to oboje hujše ne more biti. Tu pa tam so se nam pridružili iz Ljubljane, ker smo jih tu spoznali. Živelko je meni všeč, trenutek moj. Ampak ja, brez njih smo spili 60 litrov pira. To je preveč. To se ni zahvaliti, ampak če je že vlog o tem, pač povemo iskreno, tako kot je, ne? Ampak to je to. Tu se odvališ, tu se napiješ, priješ domov, nema više in gremo naprej delati. Laško, pizda, če pa zdaj ne sodelujemo, pol bom pa pil Putinger do konca življenja. Koliko je še ostalo piv od 2 platojev? 6. Ma ja. Ma ni šans, da smo požrli. Čakaj, kupili smo 2 platoja, se pravi to je 50 piv, pol-litrskih. In mislim, da smo jih v enem dnevu in dajmo reči v eni noči požrli, ma ja, ene 35, 40. Fiks. Pizda, nisem pivoljub, samo ko prijem v Biograd, bi požrl vse, kar teče. Na zdravje. Drugače pa stari Biograd, mogu sem se usekniti, se nahaja na severu Dalmacije. Ima samo 5000 prebivalcev, oziroma slabih 5000 prebivalcev. Kaj pa zdaj pomeni Biograd na morju? Jaz mislim, da je bio, da vse, kar tu raste, je bio. Ni temu tako. Naj bi pomenilo
Beli grad, se pravi bela boja. Zdaj, zakaj Beli grad? Mogoče zaradi te cerkve, ki je pač taka belkasta. Je pa še ena razlaga, kaj bi pomenil Biograd, se pravi Biograd. Bilo je nekoč mesto. Zdaj, kaj točno je, ne vem, ampak to je vsa filozofija o Biogradu na moru oziroma Beograd na moru, ker dejansko tu se da žurati, kot da si v Beogradu. Načeloma hrvaškega turizma ne maram, mogoče imam slabe izkušnje, ampak imam nekako občutek, da se ne vejo iti turizma, tako nesramni, arogantni. Ampak Biograd ima nekakšno energijo, čeprav je prenasičen s turisti, nimaš niti enega kvadratnega metra prostora za brisačo. Zdaj pa ti najdi košček sreče pod svobodnim soncem. Nemogoče, pač ne moreš najti tisti en kvadratni meter, da se lahko uležeš. Vso kramo iz garaže privlečejo na to plažo. Ne vem, meni to ni uživance. Ampak ta energija, ki je vse tu okoli, v tem zalivu, gostilna do gostilne, te enostavno ne pusti domov. In v tem, bom rekel, prenasičenem turizmu uživaš. Zato se vračamo v Biograd, ker drugače hrvaška obala je meni, bom rekel, precenjena. Verjamem pa, da je lepa, če imaš to možnost, da greš z jahto ali z ladjo po teh otokih. Res je fajn vibe to, no. Zato bo ta vlog bolj fokus na kje se dobro pije, kje se žura, kje se da kaj pojest. Ne bo niti nekih, ne vem kako, cinematičnih vložkov, ker nimam sabo Sonja, imam samo GoPro in bo tak domače pristen vlog, kjer se da videti, kako se da dobro žurati, piti in imeti fajn. Najboljši feeling je prdniti v vodi, ampak jaz sem prdnil v vodi včeraj in majke mi moje, da je prismrdelo iz vode ven. Jebeš mi mater. Pol veš kakšne prce. Ujebem ti mater skala. Kakšne smrtonosne prce imam. Gdje pa to kamp Soline? To je pač tipičen kamp hrvaški, bom rekel kar urejen. Ene hiške so dejansko zelo na nivoju. Mi smo bili lani in predlani v teh novejših hiškah, kot je recimo ta. Kar šik, je pa kamp nič posebnega. Hiška do hiške prevladujejo mobilne hiške, bolj zgoraj so bolj apartmaji, pa prikolice, niže dol proti morju pa itak mobilne hiške, tako da nič takega ekstravagantnega. Jaz vem, kaj tebe zanima. Tebe zanimajo cene. No, pa dejva reč kakšno o cenah. Za mobilno hiško bom rekel višjega ranka, kot je to. Lagano od 200, tudi do 300 evrov na noč. Mogoče se najde kaj cenejšega, ampak pod 100 evrov na noč ni šans, ne. Sploh zdaj v inflaciji. Pred inflacijo je bilo to dosegljivo, smo si lahko privoščili, zdaj pa ni šans, da dam 200 do 300 evrov na noč za mobilno hiško. Tu recimo so bolj prikolice, od tu dol se pa začnejo hiške, ne. Te so ta stare, kurba, sem utrujen, ma ne utrujen, po moje še pijan. Da ti pokažem, kje smo spali. Gre za mobilno hiško, kot vsako leto do zdaj. Telefon jebem ti mater. Tako je, tu je dnevna soba, dajmo reči dnevna soba. Mini simpatična kuhinjica, to je še eno ležišče, ki se da raztegniti, televizija, spalnica številka 1, tukaj je vse zelo optimalno. Tu je pograd, potem gremo v drugo spalnico, ta je malo večja, pa tudi tako malo bolj simpatična. Okno, ne rabijo vse videti, ko žgeš koga. Tu je pa kopalnica, kopalnica je zelo miniaturna. Hej, živijo, to moj vlogič, subscribe. Čisto dovolj za to, kar rabiš, ker glede na to, da si cele dneve zunaj, cele dneve na plaži, piješ,
dejansko samo spiš tu. Dobite občutek, kako je malo. Ti, ko sediš in grad kakao, če si hočeš tako rit obrisati, ne gre. Po diagonali srad, da si lahko ritko obrišeš, pa pač stoje. In tudi, ko si recimo obraz umiješ, malo teže prideš blizu, ampak jebi ga, to, ko se pije, ti je to brezpredmetno. Tu imaš eno lepo veliko teraso, sicer tiste hiške, ko smo bili lani pa predlani, so malo bolj nobel, terasa dejansko enkrat večja, ampak tudi ta je čisto v redu, razgled nič posebnega. Smo pa dali za 3 nočitve, za 3 nočitve 360 €, kar je 90 € na osebo. Se pravi, če to zračunaš, to te nekako pride 30 € na noč. To je dejansko za te razmere, kjer se trenutno nahajamo v svetu, zelo ugodno. Da vidimo zdaj cene v trgovini, ob inflaciji. Dobar dan. Jajca rabimo, ne? Evo, jajca pa so 4 €. Kaj jih zlata kura nesla. Čim jih koliko snese, Anka jih odnese. Pizdo 4 €. Koliko je argeta? 3 €. Oh, 3 €. Pričakovano. Pizda, ko nima Coca-Cola v hladilnikih. Piva pa so, vse imaš. Kar češ. Ne, prosim, ne. Lihta, kruh nam je vzel. Ne! Tega sem hotel jaz. Ne! Že tako je težko to dobiti kruh, ker itak kurbe ob 7 zjutraj pridejo. Možda ono, šta je ostalo od ko nadjeli, da. Da. Evo ga, 1,5. Nemam sitno, žao. Nemam nija, žao i mene. I šta ćemo sad? Ništa. Ajde. In to, dragi moji, ta kafana za mano, to je najboljša kafana na svetu. Zakaj je najboljša kafana na svetu? Dišpetoža. To je kafana, kjer pijani Slovenec sreča še bolj pijanega Slovenca. Ne vem, kako da vam opišem, ampak tukaj je taka energija, da lahko cele dneve samo sediš in žlampaš tiste pive, kot da so zastojni. Tu povprečno na dan spijemo od 7 do 12 litrov piva, tiste žirafe. Lokal je nekako obstal v socialno-komunističnem času, ampak to te sploh ne moti. Direkt ob morju in točno ta energija. Prava Dalmacija, tako vam rekel. In samo sediš, piješ pivo, uživaš in pozabiš na vse. Dišpetoža prihaja iz besede dišpet. Dišpetoža je oseba, ki je zelo kljubovalna in ki bo nekaj naredila vsemu na kljub. Se pravi, po domače povedano, iz inata. To ima bolj pozitivno konotacijo kot negativno. In tudi ti v tej kafani se napravi dišpetoža, ker kljub temu, da ne smeš več piti, ti boš pil. Poglejmo si zdaj WC. Ops, ja, malo sem že upit. Prej smo omenjali socializem in komunizem. Kako veš, da je bil ta WC oziroma nasploh vse zgrajeno v komunizmu, je ta luknja, to je zračnik, definitivno zračnik. Danes uporabljamo druge elemente za zračnike, tako da to je luknja, pa ogromno pajčevine. To je vse del dekoracije te kopalnice, to so še dve luknje. Bolj me kurac, ko si pijan, ti vseeno kje ščiješ. Zdaj pa gremo pit naprej. Tu pa en gospod lula. Zdravo, gospod, zdravo! Kako paše, ko Janši pleska. V glavnem cena ene te žirafe, en je rekel venček, je 18 €. Pred vsem tem sranjem, ko smo bili prvič, je bila ena žirafa 12 €, drugo leto je bila 14, zdaj je že 18. Ampak se vseeno bolj splača kot naročevati pir za pirom, ker pir je, pol litra pira je 3,60 €, gostilna naprej je 4 €, kozarec piva. Se vseeno, ko potegneš črto, bolj splača. Zdaj tole miško tu. Zdrmoš jih 3 in si pijan. Nova žirafa, nova majica, nov pir. To je pa 4. ljubica. In jaz sem tako soliden. Ne vem, se mi vidi na faci, da sem pijan. Eno leto so nam dali, lani so nam dali eno zastojn. Ne moreš verjeti, Hrvat nam je dal eno zastojn. To je bil tak mini čudež.
letos pa, oziroma so nam dali prejšnjo noč. Jan, kaj če zaprem 9 trgovino? Gremo Ura je 5 do 9. Zdaj grem, evo, šprint. Degas, no. Ja. In to je Queen, to je ta, bom rekel, najbolj, dajmo reči, najbolj zelo glasna diskoteka tukaj na Biogradu. Tukaj bo tvoj nos zaznal snoj od Vardara pa do Triglava. Dejansko vsa bivša Jugoslavija se tukaj združi, vsi švicamo, čeprav je diskoteka odprta, ampak to smrdi po znoju, vroče je, ampak vseeno uživaš. Go plesalke so, da ne veš, ali je moški ali je ženska, do cenenih sponzorov, do 13-letnikov, ki kadijo čik. In to je to, enostavno tu se ga odvališ, ne rabiš neki fancy diskotek in tega. In tukaj se vedno zgodijo stvari, ki jih ne sme slišati noben, kot samo ti. Mamma mia, se sad imaš da sam dija, što prija, sunce more lica bija, žandarija, gdje se pražnica zbija, želija, grije se kao muke zmija. Kam spadam? Onaj gnoj! Sam pridi. V glavnem gremo domov, danes smo po moje spili 20 litrov piva, jaz sem tako rahlo vinjen. Zdaj gremo domov. To je Biograd, zato ga imam rad, ker tu se vedno ustvarijo nepozabni spomini. Ojoj, sozne oči, sozne oči, to. Kaj tokega, res. Tu je pa ta zid, kjer je kolega padel. Tu je zapel in poletel kot Superman tu. Famozni zid, ki je mene pripeljal do... Ne vem, kdaj si se nazaj tako smejal. Res ne vem. Čakajte me, kaj bi ti rad povedal? Veš, kako se ohladiš, ko si v morju. Alkoholik bom postal. V Biogradi! Z malo srbano, malo okus po piru. Vem, mama in ati niste ponosna name. Tu v Biogradu. Res ne mora biti noben ponosen na te. Ker kaj se pa tu vse zgodi, mora ostati tu. Evo ga, gospodine, pizda, jutri gremo domov, jutri je torek. Škoda, ker bi lahko skupaj. To je pa Aqua, najbolj znana diskoteka, tu prihajajo samo imena kot Čaka, Lukas, Nuči, Vojaž, Nedja Popovič, Rasta. Bili smo eno leto, ne vem. Vse je dotrajano, nič ni obnovljeno, vse je staro. Tu dejansko mi ni bilo cool žurati, ker itak cene so navite, sploh zdaj in preveč ljudi. Ne vem pač, ko se ne počutiš fajn, tudi če ne vem kdo nastopa. Ženi, probudilo nas more. Ženi, u zagrljaju zore. Ženi, ljepoto prošaptala si samo, amore mio, io ti amo. Od tega Slovenija! To!
Slovenija, vse zadeva. Točno na tej plaži tu so leta 93, mislim da 14. ali 13. junija izgubili življenje mladi ljudje, ker so srbski vojaki ustrelili bombo Orkan, oziroma gre za kasetno bombo, in na tej plaži so takrat bili na dopustu hrvaška 2 vojaka in to velja za planiran oziroma načrten poboj civilistov. Še dan danes ni bil nihče obsojen in to velja za vojaški zločin, zato tudi tukaj ta spomenik. Tu se vedno ustvarjajo nepozabni spomini.